Lepo pozdravljeni, danes sem si pa rekel, da vam pokažem Kamnik iz te perspektive, ki jo ponavadi sam doživim, in to je, da pridem z vlakom. Takole zadaj se že vidijo lepa hribovja in za menoj tudi, vidimo jo, glavna železniška postaja v Kamniku. Kamnik, mislim, da je okrog 1870 dobi železnico, seveda tukaj je bilo zdravilišče in pa seveda cela smodnišnica, ki je delala smodnik za vso Avstro-Ogrsko. Zdaj pa najbolje, da vam kar pokažem mojo pot, kajti podali se bomo v eno izmed najstarejših gostiln v Kamniku, gostinskih obratov, tako rekoč v Korobača. In kaj Korobač sploh je, vse to boste izvedeli, je pa zelo blizu železniške postaje, zato sem vam rekel, da vam posnamem še takle kamniški sprehod. Pa si poglejmo. Takole, vlak bi pripeljal tule in potem bi šli dol in tukaj je že kamniška glavna postaja. Kamnik ima drugače 3 postaje, še 2 postaji sta tamle bolj naprej, tako da se lahko čez celo mesto kar zapeljete. To je res super. Tukaj pa veliki sadovnjaki. Kajti tamle malce naprej tudi Nektar Natura, sem opazil tablo. No in potem gremo tukaj čez železnico. Tukaj treba. Vseeno je vlak, pogledamo levo, pogledamo desno, v bistvu levo, desno. In potem gremo čez. In je vse v bistvu le lučaj stran. In se kar veselo premikamo. Tole je pa vagonček. Tole je vagonček in tole je tudi eden od zelo znanih krajev za prigrizek v Kamniku. Pravijo, da tukaj je pa najboljši kebab v Kamniku in seveda, kot se spodobi, zraven železniške postaje tudi kam kolo, ki si ga lahko potem sposodite in se zapeljete po celem mestu. Danes jih je tukaj kar nekaj. 1870 pride pa železnica v Kamnik po zaslugi bratov Prašnikar, mi se pa odpravljamo tjale naprej v center mesta. Takole, tukaj so takele bloki, ko pridete. Tudi tuši imajo, vse je priročno. In se kar lepo sprehodimo. Tu so nekoč obratovale garaže, morda pa še vedno obratujejo. Tak prijeten sprehod čez Kamnik bomo naredili. Čisto malo tjale do Korobača, kjer se radi ustavljajo mladi in stari, kajti v Korobaču se da dobro jesti in dobro piti. Sadje in zelenjava, brez tega ne gre, je pa seveda korona pustila svoje posledice. Marsikateri takle majhen obrat je moral na žalost zapreti. Evo me, da ne boste rekli, da sem kle, tudi jaz sem tukaj, malce bolj poletno oblečen. To je pa invazivna vrsta. Invazivna vrsta, reče se lahko tudi Geto 3, raste zelo hitro in tukaj imamo en velik primer tega drevesa. Veliko jih lahko vidimo tudi v Ljubljani. Nekaj prometa je pa vseeno. Takole na soboto snemamo. V Korobaču se da drugače jesti medar ob sobotah. Zdaj po koroni je pa to bolj prostor, kjer se ljudje dobivajo za kakšno pijačo, da se pogovorijo, kaj se je med tednom dogajalo. Žlebovi grič, izdelovalci žlebov, brez tega tudi ne gre. V Kamniku je marsikatera industrija doma. Naprimer, če bi tule potem zavili desno, bi prišli do Svilanita in pa seveda nam dobro poznane Ete. Eta Kamnik, gorčice, vložene paprike in še marsi kaj. Kako zelo lep vrt, tak prikupen paviljon imajo. Mislim, da se tukaj tudi neke sobe oddajajo, če se ne motim. Tudi Kamnik je turistično mesto in tole je že stavba od Korobača, kjer že 140 let potekajo gostinske storitve. Zdaj Jože Pavlič naj bi 140 let nazaj bil ta, ki je odprl Korobača.
kajti on je vozil pošto. No, tukaj je pa tabla za Nektar Natura, tamle se pride pa do Nektar Nature. Bomo enkrat drugič obiskali Nektar Naturo, kajti v Nektar Naturi pa izdelujejo zelo dobre sokove. Če ste obiskali kakšen hotel širom Evrope, ste jih lahko nedvomno sprobali. Tukaj je osnovna šola, kot pa že rečeno, če bi se pa premikali tjale v uno smer, pridemo pa do Svilanita in pa dojete Kamnik. Tamle naprej pa seveda center Kamnika, tamle se že vidi cerkev in pa seveda tudi, kaj je tamle, streha od malega gradu. Bom prav malo pozumati. Evo ga, kot sem že zadnjič rekel, prenavljajo streho. Se vidi mali grad. Takole. In tole je pa Korobač. Korobač. Včasih je bil pa K5 kafe. Ne? In kdorkoli je lastnik Korobača, kdor upravlja, mu rečejo Korobač. Danes so ravno odprli, če se ne motim, in nekaj gostov že imajo. Dober dan! In pa si pogledamo najprej zunanjost, ne? Veliko prijetnih mizic. Tukaj sem slišal, da bodo sadili bršljan, ja, pa tudi kakšno kumaro morda. Ne, včasih je bil tukaj tudi kino, marsikaj. In tukaj dovolj parkirnega prostora, da lahko parkirate. In kot obljubljeno, vidno, stara tabla, Korobač kafeja. Ne. Ja, Jože Pavlič je 140 let nazaj ustanovil Korobača, no in gostilna se zdaj imenuje Pri Korobaču, včasih je bilo temu drugače, vendar se je vedno reklo Pri Korobaču. A ne, pa grem kaj, pojmo še kar notri pogledati, zdaj ko še nikogar ni. O, kako prijetni, hladni prostori s takole lušno pečko. Ne, dekor je zelo rustikalen, vendar meni je to všeč, to tukaj paše. Ne. Mize, klopi. O, in kaj prodajajo? Be Life kombuča. No, lahko bi rekli tudi tukaj kambuča, kajti tole kombučo izdelujejo v Kamniku. Bomo tudi enkrat obiskali njihov proizvod. In tukaj le še lični šank. Kako lepo urejen šankec. Miza za DJ-ja. Brez tega ne gre. Tako da tak prijeten, majhen lokal. Tukaj je kotiček z knjigami. Kaj se pa kaj bere? Atlas sveta, ja, včasih tukaj tudi hostel zgoraj deluje. Kamniški zbornik. Marsikaj se najde. No, tele knjige, to bi bilo pa naši Piju všeč. In pa, zelo rimska volkulja, poglejte jo. Samo še Romul in Remul manjkata. Kaj pa tole? Kamniški grb. Ja, za Veroniko Kamniško. No, tole je pa Korobačev novi logotip. Se predstavlja, da je tole glavni stari Korobač, ki je bil prvi. Drugače je Korobač bič. Korobač je drugače bič za bičanje živine, ne za konje, ampak samo za živino. Še nekaj imenitnega starega dekorja. Zelo lepo, še več knjig, tukaj tak knjižni kotiček, pa tudi nekaj namiznih iger. Ja, brez taroka pa ne gre, ne, brez taroka pa ne bo šlo. Lično urejeno in dekor mi je prav všeč. In tukaj se ljudje radi dobijo, radi dobro jejo. Še nekaj zanimivega dekorja. Ja, pri Korobaču je lepo urejeno. Imajo svoj stil. Ne, in Jože Pavlič, ki je ustanovil Korobača, on je potem vozil pošto naprej v center Kamnika. Tukaj je še en prostor. Malce bolj temno je. Potem pa pridemo v takle prostor, ki je lahko tudi za malce bolj zasebne skupine. Tudi kakšno predavanje se lahko izvede. Verjamem, da se tudi kakšna tekma tukaj pogleda. In tukaj se je pa v prihodnosti dalo na vrt. Rekli so mi, da bodo uredili zadaj tudi vrt, spredaj že imajo ličnega, eden je pa še zadaj. No, kot že rečeno, Jože Pavlič je vozil pošto. Pošto je vozil v center mesta. In pojmo še enkrat Jožeta pogledati. Ne? Jaz mislim, da je tole Jože Pavlič, ki so ga dali, no ali pa vsaj približek gospoda Jožeta Pavliča.
In on ni šparal z jezikom, mi je bilo rečeno, ker velikrat so tukaj igrali 21, no, enko temu, kar bi rekli danes, Black Jack. In so ga doskrat zaprli, ne, je bil na sodišču in ko je moj sodnik prebral obtožnico, je gospod potem začel prižigati kar po kotih sodišča z vžigalicami. Je prižigal po kotih sodišča in ko ga je sodnik vprašal, kaj se dogaja, je rekel, da išče pravico in potem je seveda dobil kazen, je moral v zapor za kakšen teden, 2, 3. Potem so ga pa izpustili in ko so ga izpustili, so ljudje vedno prehiteli v Korobača, saj jih je zanimal trač, zakaj so ga zaprli, kaj je rekel. Ja, veste, kako imenitna pečka. Tako imel bi tudi jaz. Še ena stara vrata, ki so zapečatena. Nezaposlenim vstop prepovedan, nezaposleni vstopa ni. Tukaj pa seveda, no, tlele je drugače meni, ponavadi gor napisan njihov posebni meni, imajo zelo dobrega pohanega piščanca, hamburgeri so zelo dobri in dobre vegetarijanske zadeve imajo tudi, pa seveda WC to mi je všeč, kako je tako lično, ne. Take zavese, ki grejo velikokrat skupaj. In seveda, kot se šika, lepo urejene toaletne ustanove, dame in invalidi. Živjo, kako smo? Dame in invalidi in pa seveda še gospodje. To mi je všeč. Lepo urejena stranišča, to mora biti, kaj ne? Poglejte. Tudi tukaj z dekorjem niso šparali. Halo, lepo pozdravljeni. To je poletni Luka, ja, ki vam kaže okrog Kamnika, ker del poletja preživljam v Kamniku. Takole, tole je bil interjer Korobača. Zdaj se bomo pa na kratko poslovili, če moramo okrog, lepo pozdravljeni. Na kratko se bomo poslovili, da se malo popravim še frizuro, da se vidi, kako sem poleten. Potem vam bom pa povedal še kaj več o ponudbi Korobača, pa še kakšno zgodbo o starem Korobaču morda. No, če mi bo kdo kakšno izdal. Tako da na hitro skočimo v oglase, po oglasih pa nadaljujem s predstavitvijo Korobača. Ne bo pa to zadnja stvar, ki vam bom predstavil v Kamniku. V Kamniku je lepo, le pridite, z vlakom se da povsod prideti. Stanite z nami, se gledamo. Čas za oglase. Lepo pozdravljeni nazaj v našo družbo, no, v mojo družbo, ne zdaj, ko so tele poletni prispevki. Jaz sem si v Korobaču že naročil, naj mi postrežijo eden od njihovih znamenitih koktejlov, no, ki jih tudi mešajo in sobota je pa sploh dan, da se dobite tukaj v Korobaču na pijači. In kot sem vam obljubil, bomo šli malce tudi čez Korobačev meni. Drugače sem slišal, da bo 8. se pravi 8. avgusta tukaj le premiera filma Ameba. To je pa novi film kamniške rap skupine Meter. Bo pa to seveda v sklopu Kam Festa. No, ali je pa bilo? A veste, jaz ne vem, kdaj bodo ta prispevk predvajali. Še jaz sem zmeden. Ne? To so pa ti poletni prispevki, no, ampak sej ni važno. Ne? Ameba je novi film, lahko si ga boste ogledali tudi v Kino Šiški, pa seveda potem še kje drugje. Ni dolgi film, ni kratki film. Jaz sem slišal, da je okrog 40 minut, kar je pa tudi zelo v redu. Korobačev meni, takole lepo na eni strani. Pa vidimo, poletni meni, strežba in dostava od 10:30 do 15:50. Koktejl! Wow, kaj pa je to? To je pa Kiwi Collins. Kiwi Collins, ok. Ker skoraj kot Tom Collins, samo s kivijem predvidevam. Gledajte, kako imenitne zelene barve z pravim kivijem, osvežujoč, pa da ga še probam. Zelo osvežujoč, moram reči. Ni premočna ta alkoholna nota, ima to sadno noto. To sadno noto, tako da tole zelo priporočam, tako gospodom kot gospem. Jaz moram še kar enkrat crkniti, tole je pa Kiwi Collins, prvič pijem, sploh ne vem, če se že daj Tom Collinsa prej pil, čeprav moram reči, da tole je pa prav okusno.
takole, ja, ob sobotah radi zamešajo kakšen koktejl v korobaču, ja, če pa kot obljubljamo poletni meni. A to drži, da sam do 4 kuhate? Samo 10 do 4, ne, je treba dosti zgodaj prideti, ker pol naprej je pa bolj, najprej gastropub, pol pa bolj sam pub. Ne, tako nekako. Ampak je pa vedno prijetno. Korobačeva juha, veganska, sezonska juha, pripravljena iz sveže zelenjave, brez glutena in mlečnih izdelkov. Lepo. In za ugodno ceno tudi, nekole 2 evra. Poletna sklečka, gluten free, no, to pa marsikdo rad sliši, kvinoja, rukola, kumare, češnjo, paradižnik, pečene bučke, rdeča čebula, feta, sir, meta in peteršilj, plus avokadov preliv. Tole pa mislim, da bi bilo morda všeč naši Maši. Moram pripeljati enkrat Mašo v Korobača, tole bo definitivno za njo. Veganska rola s prilogo, ja, veliko rol imajo. V pšenično tortiljo zaviti falafli iz čičerike in sladkega krompirja s hrustljavo ledenko, pestom iz bučnih semen in salso, poleg pa ameriška zeljna solata. Sklepam, da coleslaw pride zraven. No, tole pa zanimivo, tole bi pa še jaz jedel, kajti vsi vemo, ne, z Rokom, ko smo testirali falafle, da falafel je pa ena tistih veganskih jedi, ki tudi mene poteši in zadosti. Pa korobačev pšanc, to sem pa slišal, da je zelo znan, pa da ga zelo dobro znajo odsvret in spohat. Hrustljavo odsvrt piščančji file s hrustljavo zapečenim rostijem iz tenstanega krompirja. Rostija pa že dolgo časa nisem videl na meniju, to je tako rekoč renstan krompir, ne, velikrat ga menjamo mi z tenstanim krompirjem, ne drugače, ampak ta pa piše, da je prav iz tenstanega rosti, se pravi krompir, sir, vse lepo fino skupaj zapečeno. Kako jaz to nisem vedel, to moram pa naročiti, očitno sem premalkrat v Kamniku, čeprav sem zelo veliko v Kamniku in se to vsi dobro veste, da sem veliko v Kamniku. Pa goveja rola v pšenično tortiljo, zaviti počasi kuhana barbecue govedina, se pravi to kot pulled pork, samo kot govedina, zanimivo, solata, mozzarella, odsvrta čebulica, da malo zahrusta, to rad vidim, da dodajo, kajti ušesa tudi jejo zraven. A veste, ušesa tudi zraven jejo in mora kdaj tudi kaj zahrustati. Sploh različne teksture, ne, nam tudi dajo potem dodaten tek in apetit. Se pravi, tukaj le smo ostali goveja rola, ne, čebulica, poleg pa ameriška zeljnata solata s hrenom. No, tokrat tukaj le v coleslaw zraven malce hrena, da zapeče, drugače gre pa govedina pa hren vedno imenitno skupaj. Potem smo pa že na piščančji roli. V pšenično tortiljo zavit popečen mariniran piščanec. Moram še vprašati, o čemu je bil mariniran. Ne? Solata, paradižnik, okisana čebula, humus, spet imamo nekaj čičerike v igri, s prilogo solate iz kumar, zelenega jabolka in redkvice, zelo osvežujoče ter jogurtov preliv. Piščančja rola se sliši zelo poletna in tudi ne preveč obremenjujoča za prebavo. 6,90 €, pogodna cena. Burger A/B. A je to tako kot burger A in B? Lahko je vegetarijanski, lahko je mesni, potem imamo pa še različne dodatke, toppinge. Zato je burger A, se pravi vegi polpet ali mesni burger. In ravno sem včeraj srečal eno prijateljico tukaj, ki je jedla vegi burger in ga je zelo pohvalila, da tukaj v Korobaču pa res naredijo izjemen vegi burger. Plus mala porcija krompirčka. Za informacijo o prilogah v burgerju se pozanimajte ob naročilu. Kar je tudi dobra novica, ne, ker potem si lahko vzamete tiste priloge, ki so vam všeč. Ne. Zelo so fleksibilni v Korobaču, kajti se vsi vemo, stranka je kralj. No, zato bo tudi dobi takle fini koktejl, ne. Kiwi Collins. Res je osvežilen, priporočam ga. Solatni krožnik z rakci ali falafli. Mešana listnata solata, mlada špinača, korenček, kumare, mango. No, vedno me nekaj preseneti, ne. Pa tako, ko že misliš, da je človek že vse prebral, kaj tako pride noter v razne solate, pa takole dodajo še mango zraven, pa še arašidi, da hrustca, potem pa rakci ali pa falafel. Ne, arašidi bodo lepo zahrustali. Grejo tako hrakcom lahko kot falafel, zanimivo. Meden, ingverjev ali korenčkov preliv. Medeni ingver ali korenček. Ja, odvisno
zakaj se odločimo, ne, si predstavljam. Čeprav medeni ingver gre prej skupaj z rakci in falafli, se mi zdi. Korenčkov preliv pa morda prej z rakci. Moral bom probati, ampak moram priti med delovniki, kajti ob sobotah, kot že rečeno, je koktejl večer v Korobaču. Potem pa še solatni krožnik s piščancem, mešana listnata solata, morda imajo pa ljubljansko ledenko, no, ko smo jih Ljubljana TV, malo reklame za Ljubljana. Zelje, korenček, pražena sončnična semena, redkvice, breskve, no, veste, kakšne lepe presenečenje dajo zraven, ne? Ker v solatah damo lahko tudi kakšno sadje, kdaj zraven, da malce popestri za svežino, za sladkobo, mozzarella potem še pride zraven in pa tudi jogurtov preliv. Potem pa dnevna specialka. Kaj pa to? Ne? Lahko je veganska, lahko je vegi, lahko je pa mesna. Ne? Jaz bi se definitivno verjetno za mesno odločil. Za informacije o dnevni specialki se pozanimajte ob naročilu. Ja, se bom, ne. Dostava je pa 1 evro, no, ampak seveda tukaj po Kamniku. Korobač. Zdaj mi pa nič drugega ne preostane, kakor da tukaj čakam še prijatelje, moje znance iz Kamnika, da spijemo kakšnega kiwi kolinca, se pogovorimo, kako nam teče poletje in kam gremo na morje, pa če bomo lahko prišli nazaj iz morja. Saj jaz ne vem, kakšno je to poletje, lahko vam pa rečem, da je vroče. Te dni je bilo pa vroče in prav čakam zdaj že kakšno malo nevihto, da nas osveži, ampak kot rečeno, vabljeni v Kamnik in vabljeni v Korobača, kjer se boste lahko dobro najedli in tudi dobro osvežili, predvsem pa uživali v dobri družbi in čisto edinstvenem dekorju. Jaz kot vedno sem bil Luka in za Ljubljana TV vam želim še eno lepo sončno poletje. Stanite zdravi, pazite se močnega sonca, ne, dajmo se namazati s kakšno kremo, izogibajmo se komarjev, predvsem pa radi se imejmo. Uživajte v poletju in se vidimo v naslednjem prispevku. Sem slišal, da je tamle malo naprej proti Ljubljani v enem koruznem polju en labirint. Labirint je not v koruzi, to bom šel preveriti. Tako da jaz grem v labirint za koruzo preveriti, tega kiwi kolinca bom kar sabo vzel, vi pa uživajte v poletju. Čau, se vidimo!